Lepo pozdravljeni in še enkrat vsi dobrodošli, tudi tisti, ki se šele pojavljate v programu. Centralni urad za slovenski jezik pri avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini in Slovenski raziskovalni inštitut že vrsto let zelo plodno sodelujeta. Kar nekajkrat smo verjetno nekatere izmed vas zbrali v taki zasedbi podobni. Pozdravljamo vas tudi danes. Pri novem izdelku, novem produktu, morda se še spominjate in ga tudi zelo dobro in pogosto uporabljate, portal Jezik na klik, številnimi pripomočki, priročniki, pomočniki za jezikovno delo, namenjeno predvsem Slovenkam in Slovencem v Italiji. Moje ime je Andreja Kalc, danes bom vaša sprevodnica, kolegi in kolegice bodo pa kar podrobno in verjamem, da tudi zelo zanimivo predstavili ta neverjeten pripomoček, neverjetno aplikacijo, ki je, menda, nekateri tako pravijo, nam bodo to tudi razložili, pravi svetovni unikum, ker se na ta način zelo malo orodij ukvarja z manjšinskimi jeziki. Opravičil se je žal odbornik, gospod Pierpaolo Roberti, odbornik za javno upravo pri deželi Furlaniji Julijski krajini, brez katere tega pripomočka ne bi bilo. Zato bi, še preden predam besedo naši prvi govornici, bi vas rada opozorila, da se ta prireditev, da se ta predstavitev snema. Druga stvar pa je, kako bo vse skupaj potekalo. Na začetku vam bomo predstavili orodje, ozadje, izhodišča, cilje in vse, kar je najbolj zanimivo, kar se tiče našega Lorisa. Potem na koncu bo pa čas za razpravo, zato vas prosimo, da izklopite mikrofone, tisti, ki ne želite biti videni, pa seveda lahko tudi kamere. Kot rečeno, gospod Roberti se je moral zaradi zadržanosti žal opravičiti, zato bi prosila vodjo centralnega urada, gospod Eriko Hrovatin, da nas tako za začetek pozdravi. Erika, izvoli. Dober dan. Prinašam vam pozdrave odbornika Pierpaola Robertija, ki, kot je povedala Andreja, žal ne more se osebno udeležiti predstavitve. Sama zastopam Centralni urad za slovenski jezik, ki že od samega nastanka sodeluje s Slovenskim raziskovalnim inštitutom. To sodelovanje je v letih obrodilo kar nekaj konkretnih rezultatov. Junija 2021 smo predstavili portal Jezik na klik, danes pa predstavljamo aplikacijo Loris, ki bo portal obogatila. Naj povem, da imajo večjo zaslugo pri nastanku Lorisa Slorjevi sodelavci, ki so si zamislili aplikacijo in so v projekt vložili veliko truda. Centralni urad je seveda z veseljem sodeloval pri projektu in ga tudi sofinanciral s sredstvi za izvajanje 8. člena zakona 38 iz leta 2001. Predno predam besedo kolegom, bi se zahvalila Slorju in vsem Slorjevim sodelavcem za dragoceno sodelovanje, ki nam daje veliko zadoščenja. Najlepša hvala, Eriki Hrovatin. Zdaj pa na drugo stran k drugemu partnerju in sicer Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu. Doktorja Devana Jagodica, direktorja inštituta, bi prosila za naslednjo misel, uvod in pozdrav. Hvala, Devan. Ja, hvala lepa, Andreja. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi v mojem imenu. Hvala kolegici Eriki za te uvodne besede. Jaz bom v svojem nagovoru sicer nekoliko daljši, ne pa preveč, ker ne želim jemati časa našim strokovnjakom, ki bojo v nadaljevanju podrobno predstavili tehnične značilnosti in uporabnost tega novega jezikovnega orodja, na katerem že dalj časa intenzivno delajo in ki bo danes končno le zagledal luč. Moja naloga je predvsem v tem, da na kratko predstavim kontekst nastajanja nove aplikacije,
No, kot rečeno, je jezikovni svetovalec Loris najnovejši rezultat sodelovanja med Slorijem in Centralnim uradom za slovenski jezik. To sodelovanje se že več let uspešno razvija na različnih področjih, nekako od terminološkega normiranja, strokovne rabe slovenščine v javni upravi, do jezikovnega izpopolnjevanja prevajalcev in drugih zaposlenih v javnih ustanovah, vse do priprave raznovrstnih portalov, orodij in pripomočkov za različne ciljne uporabnike, kot je na primer tudi aplikacija, ki jo danes predstavljamo. Rekel bi, da na inštitutu trdno verjamemo v poslanstvo Centralnega urada, ki, kot vemo, temelji na uveljavljanju javne rabe slovenskega jezika na celotnem ozemlju slovenske naselitve v Italiji. To je nenazadnje tudi eden od primarnih ciljev naše delovne skupine Slori jezik, ki smo jo vzpostavili prav z namenom, da prispevamo kakovostnemu dvigu tukajšnje slovenščine oziroma razvijanju sporazumevalne zmožnosti govorcev tega jezika. Bi pa v kontekstu tega sodelovanja morda izpostavil še en cilj, ki nekako združuje obe ustanovi, in sicer skrb za spodbujanje jezikovne povezanosti med eno in drugo stranjo slovensko-italijanske meje. Kajti Slovenci, ki živimo v Italiji, smo in tudi želimo biti še naprej sestavni del skupnega slovenskega jezikovnega prostora, in to kljub temu, da naš pogovorni jezik zaradi večstoletnega sobivanja z italijanščino seveda zaznamujejo določene pokrajinske posebnosti. No in ravno s tem namenom smo se pred leti odločili, da izrabimo vse možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija, in da pripravimo orodje, ki naj bo prosto dostopno in namenjeno jezikovnemu svetovanju, predvsem pa pri pojavih, ki nekako izhajajo iz stikanja med slovenščino in italijanščino. To so v praksi besede oziroma strukture jezika, ki so v rabi pretežno na italijanski strani meje, se pravi v zamejskem okolju, drugim govorcem slovenščine pa so lahko težje razumljive. Tako se je torej rodila zamisel o jezikovnem svetovalcu Lorisu, ki bo danes po več kot 2 letih intenzivnega dela v svoji prvi različici 1.0 domoval na skupnem portalu Jezik.net. Ob tem pa bi rad izpostavil neko nujno predpostavko, kajti pomembno je, da ne pride do kakih nesporazumov oziroma napačnih pričakovanj. Prvo različico Lorisa, ki jo danes predstavljamo, je treba jemati kot neko pomožno, kot neko svetovalno orodje. Nikakor pa zdaj kot neko čudežno aplikacijo, ki bo naenkrat rešila vse naše jezikovne dileme in slaba besedila avtomatično pretvarjala v dobra. Ni tako. V preteklih dneh sem v medijih prebral dokaj bombastičen naslov, češ da bodo z aplikacijo Loris naša besedila odslej brez napak. No, mislim, da ta napoved lahko v svoji evforičnosti deluje nekoliko zavajajoče, zato bi jo rad tu nekako demantiral. Loris bo zaenkrat ponujal nasvete, informacije in rešitve za jezikovne težave, ki jih nekako zaznava v svoji podatkovni bazi, ta pa podatke črpa iz omejenega, vsaj zaenkrat, nabora že obstoječih oziroma novih namensko pripravljenih jezikovnih virov. Loris bo zato danes dober ravno toliko, kolikor so dobri in popolni viri, na katerih temelji, oziroma obstoječa tehnologija, nenazadnje tudi tehnično znanje naše strokovne ekipe. Zato pa je ključnega pomena, da se vsi ti vidiki nenehno izboljšujejo in bogatijo. Rad bi torej poudaril, da Loris 1.0 nikakor ni zaključeno in niti brezhibno orodje, temveč je prvi rezultat nekega dolgoročnega projekta s jasnim in konkretnim ciljem. Projekta, ki ga nameravamo v prihodnje seveda še izboljšati, še nadgraditi, tudi z dragoceno pomočjo uporabnikov, njihovih kritičnih pripomb in tudi predlogov. To se mi je pač zdelo primerno v svojem nagovoru podčrtati, da ne bo kakih nesporazumov. Ob koncu pa, Andreja, mi prosim dovoli še nekaj zahval.
v prvi vrsti seveda avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini, začenši s pristojnim odbornikom Pierpaolo Robertijem in vodjo centralnega urada Eriko Hrovatin. Urad, ki od samega začetka res omogoča, spodbuja in tudi finančno podpira ta razvojni projekt. Iskreno se zahvaljujem tudi Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, ki nam je zelo prijazno omogočil dostop do različnih lastnih virov in orodij, preko katerih Loris opozarja na vrsto jezikovnih težav, tako da res iskrena hvala. Moja zahvala pa gre primarno vsem sodelavkam, vsem sodelavcem, ki ta ambiciozen projekt uresničujejo z res veliko predanostjo, posebej vodju projekta, dr. Damjanu Popiču, našemu strokovnjaku za jezikovne tehnologije, ki je bil skupaj z Davidom Bordonom in Luko Bezgovškom tudi odgovoren za tehnično izdelavo orodja. Izrecno bi tu omenil tudi kolegico dr. Matejko Grgič, ki je projektu prispevala vsebinsko zasnovo. Neprecenljiva pa je bila res v različnih fazah tudi pomoč drugih sodelavk centralnega urada in Slorija, ki jih bo kolega Damjan najverjetneje predstavil v nadaljevanju. Skratka, to nikakor ni bila enostavna naloga. Pravzaprav je bil za Slori to kar velik izziv, saj je to prvič, ki se preizkušamo v izdelavi tovrstnih jezikovnih tehnologij, povrhu še tako ambicioznih bi dodal. Na ta prvi rezultat smo res zelo ponosni, podpisani še posebej, zato res iskrena hvala vsem tistim, ki ste ta dosežek omogočili. Jaz bi se tu ustavil, hvala in vsem vam želim prijetno nadaljevanje. Hvala za zanimiv in tudi kratek pozdrav, dr. Devan Jagodic. Preden se je ta čudovita in neverjetna ekipa, kajti je na neki ravni tudi številčna, skupaj zbrala, je seveda obstajala neka zamisel in pred zamislijo po vsej verjetnosti potreba po takem orodju. Katera so izhodišča, okoliščine, morda tudi kak historiat nastanka, to nam bo pa razkrila pred vsemi ostalimi zelo detaljnimi podrobnimi razlagami, kaj Loris je. Seveda ga boste lahko danes tudi že preizkusili, ampak najprej, zakaj, kako in kam potuje Loris 1.0, poudarjamo, jezikovni svetovalec in ne samodejna lektorica. Doktorica Matejka Grgič, prosim. Zdravo, dober dan, dober večer oziroma že kar, no samo nekaj besed o tem, kako je pravzaprav Loris nastal. Ja, v osnovi vsega je sodelovanje med Slorijem in centralnim uradom dežele Furlanije Julijske krajine, ki se je na nek način pravzaprav začelo s pregledovanjem obsežnega korpusa besedil, ki nastajajo kot prevodi v bistvu italijanskih besedil za potrebe javne uprave na dvojezičnem območju dežele Furlanije Julijske krajine. Ko smo se tega lotili, smo pravzaprav opazili, da težava niso take klasične napake oziroma to, kar pojmujemo kot neke napake, ampak v bistvu neka odstopanja od standarda, ki so težavna v tem smislu, da se jih uporabniki in uporabnice pravzaprav ne zavedajo. In torej napake niso neke napake nalašč, ki imajo tam neko funkcijo, nek smisel, ki mogoče nekaj dodajo k nekemu pomenu, nekaj, česar mogoče v standardni slovenščini ne bi bilo, ampak so pravzaprav take nezaželene napake, nekaj ne bodi ga treba. In zdelo se nam je nujno, da predvsem odgovorimo na neko potrebo uporabnikov in uporabnic po sodobnih, digitalnih, prosto dostopnih orodjih. Tega za jezikovni par slovenščina in italijanščina preprosto ni. Imamo Šlenca, imamo zdaj že precej zastarela dva priročnika profesorice Diomire Fabian Bajc, imamo nekoliko bolj sodobno orodje Hipsis, Amebis Hipsis, vendar pa nobeno od teh pravzaprav ne pomaga v zadostni meri, bi lahko rekli, uporabnikom in uporabnicam pri njihovem delu, se pravi takrat, ko prevajajo, takrat, ko lektorirajo, takrat, ko pišejo, ustvarjajo besedila v slovenskem jeziku. Iskanje informacij je včasih oziroma kar pogosto dolgotrajno,
mukotrpno in pravzaprav neuspešno in neučinkovito. Želeli smo torej narediti nekaj novega, nekaj sodobnega. Bilo je več poskusov, kakšni so se izjalovili že takoj na začetku, pri kakšnih smo dlje vztrajali, pa potem videli, da ne gre. Skratka, tudi to delo je bilo kar težavno, o tem bosta več povedala mogoče kolega. Jaz bi še enkrat res podčrtala velik doprinos k temu, ki sta ga prispevala v prvi fazi Damjan Popič, predvsem vodja projekta, pa David Bordon, ki se je na to pridružil še Luka Bezgovšek, to je naša ekipa računalničarjev. Seveda tudi z moje strani posebna zahvala Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, brez katerega Lorisa takega, kot ga imamo danes, ne bi imeli. Za leksikografski del povezan s pojavi jezikovnega stikanja, torej za en segment Lorisa, ki je bolj nekako eksplicitno namenjen uporabnikom in uporabnicam z tega območja jezikovnega stikanja, je poskrbela ženska ekipa, se pravi, poleg mene tudi kolegica Andreja Kalc, potem Jasmin Franca, Tina Munda, Dafne Marko. Na podlagi različnega gradiva, ki smo ga tu zbrali in obdelali, to so viri Centra za jezikovne vire in tehnologije, zvezek centralnega urada, zvezek normiranih terminov, ki ga je izdelal Centralni urad dežele Furlanije Ilirske krajine in pa še nekateri drugi viri. No, mogoče za konec se boste mogoče vprašali, zakaj je Loris in zakaj je jezikovni svetovalec. Zato, ker jezikovno svetovanje je ponavadi ženski poklic, pa smo rekli, no, mi bomo imeli ne rožnate kvote, ampak sinje kvote, tudi tako da si bomo omislili jezikovnega svetovalca, za njegovo grafično podobo in ime pa je poskrbela kolegica Martina Petiroso. Pred vami je prva poskusna različica. Ta različica nikakor ni dokončna, mi že delamo na Lorisu 2.0, ampak teh ciljev po nekem inkluzivnem orodju, ki v bistvu skuša opolnomočiti govorke in govorce, ne pa zdaj tako, kaj bi rekla, nekaj prepovedati v jezikovni rabi, predvsem nuditi veliko informacij, prispevati k ozaveščeni raznolikosti. No, k temu, k doseganju teh ciljev vabimo pa seveda vse vas, kot boste videli na Lorisu, na spletni strani je okence, predlagajte in zelo veseli bomo vaših predlogov, vaših idej, vaših nasvetov, tudi vaših kritičnih pristopov, ker bomo samo tako lahko Lorisa izboljšali do te mere, da bomo mogoče že čez eno leto, upam, da čim prej, predstavili dopolnjeno različico. Najlepša hvala, doktorica Matejka Grgič. Zahvale pa seveda niso kar tako. Če ste pozorno spremljali vse številne zahvale, no, ponavadi jih kdaj omenjamo, takrat, ko nekaj zaključujemo in smo navdušeni, ne, so znak motivacije. Upam, da so zdaj zbudile našo radovednost o tem, zakaj so se kolegi zahvaljevali Centru za jezikovne vire Univerze v Ljubljani, zakaj številnim sodelavcem, torej kaj vse Loris zna. To radovednost nam bo potešil vodja projekta, dr. Damjan Popič, svojimi ožjimi sodelavci. Damjan, izvoli. Najlepša hvala, Andreja, lepo pozdravljeni, torej v veliko čast in moram reči, da tudi kar malo olajšanje mi je, da lahko vam danes tukaj spregovorim in pomagam predstaviti prvo različico našega Lorisa. Ja, nekako ste dobili že kar dober uvid v to, kaj Loris je, oziroma kaj Loris želi biti, oziroma kaj želi Loris nekako s časom tudi postati. Kot je povedala že kolegica Matejka, je bila vedno neka želja, da bi ponudili nekaj inovativnega. Sam pa sem imel vedno to nekako tako mogoče skrito ali pa neskrito ambicijo, da bi nekaj nastalo v Trstu in da bi tista rešitev, ki bi jo lahko naredili, da bi bila tista rešitev čim bolj združevalna. Mene je v bistvu zanimalo, na kak način bi se dalo obstoječe vire
združiti v neko čim bolj kompaktno rešitev, ker vedno, ko smo imeli kakršnakoli izobraževanja, se je to neobhodno izobraževanje se je nekako zaključilo z obljubo, da jim pošljem vse povezave v neki dodatni datoteki in seveda smo se vsi nekako pretvarjali, da bodo te linke nekako odprli in uporabljali, pa smo vsi napol vedeli, da se to pač ne bo zgodilo. Se pravi, jaz mislim, da je slovenščina dobro opremljena z jezikovnimi viri, ne po kakšni sreči ali pa danosti, ampak zaradi teh različnih infrastrukturnih centrov in pa seveda zaradi tudi zasebnih podjetij in drugih deležnikov, ki se nekako trudijo na tem področju, ampak zaradi tega je prišlo tudi do ene določene mere razpršenosti in nekako nas je zanimalo, kako bi lahko te vire skupaj potegnili in k temu smo nekako namenili, zato smo namenili tega našega Lorisa in izkazalo se je seveda, da je to zelo, zelo, zelo težko. Ker gre seveda za različne vire, ki so zapisani na različne načine, tvorjeni, ampak vendarle, kot pri veliko drugih stvarih, pa se je izkazalo, da je težko, ampak ne nemogoče. In to, kar je meni v največje veselje in ponos, in se pridružujem besedam direktorja Slorija Devana, da je to izhodiščna točka. Jaz pravim, da danes vi boste spoznali Lorisa, ampak še pomembneje zame je tudi to, da bo Loris spoznal vas. Loris bo videl, kaj se piše v zamejskem okolju, kakšna besedila se tvorijo in kakšne so dejansko potrebe, ki so v tem okolju se vsak dan pač nekako porajajo. No, in to, kar je meni v največje zadovoljstvo, je praktično to, da so v sam Loris zajeta znanja, ki so tvorjena na tak način kot pred stotinami, kot pred tisoči let, se pravi z nekim dolgotrajnim študijem gradiva, obenem pa se tem znanjem in vedenjem pridružujejo tudi samodejno naučeni modeli, ki so nekako najsodobnejši jezikovno-tehnološki izdelki, ki jih sploh imamo za ponuditi naši javnosti. In vsi ti viri nekako živijo skupaj in pač poskušajo podati neko najbolj celostno informacijo uporabnikom, kot jih pač lahko. Zdaj seveda je težava, kadar delaš ti eno tako orodje, ki želi biti vse, zelo hitro nastane kaos in seveda na meji tega kaosa smo pogosto hodili, ampak želeli smo predvsem se ustaviti pred tem breznom in ponuditi čim bolj celostno jezikovno informacijo, ne da bi zares najbolj dobro vedeli, s kakšnimi besedili se bo Loris moral ukvarjati. To ostaja zdaj za naslednjo nekako obdobje Lorisa, zdaj ko Loris vstopa v to javno sfero, ko bomo lahko delali na dejanskih besedilih, ko bomo lahko delali na dejanskih potrebah. V tem zamejskem svetu se zdaj na tej ravni sodelovanja, ki ga nekako zdaj imamo, pojavlja izrazito zavedanje, kako pomembno je spremljati jezikovno rabo in jo nekako ne samo zaradi samega jezikovnega pogleda v jezikovno in drugačno stanje, ampak tudi zaradi samega manjšinskega stanja rabe jezika, se ta nekako potreba in zavedanje, da so te stvari nekako zelo pomembne, ta empiricizem, bomo poskušali iz teh potreb dejansko napraviti boljše orodje. In to nam bo seveda to, da je Loris vstopil v javno življenje z današnjim dnem, to nam bo seveda, to bo bistveno lažje. Se pravi, naslednji Loris bo bistveno bolj uporabniku prijazen v tem smislu, da bo pač pričakoval in vedel, kaj uporabniki od njega želijo. Hkrati pa bi želel poudariti, da smo izjemno odprti, tako kot smo že poudarili, za vsakršne predloge. Dejansko smo že izvedli akcijo nabiranja besedja, ki se je izjemno uspešno nekako zaključila, ampak oziroma se še nadaljuje s tem današnjim dnem. Vse smo dobili izjemno veliko odzivov, navdušenih odzivov in seveda veliko predlogov, kaj lahko nekako to naše orodje vključimo. Tako da se vsi veselimo, vsi nekako z navdušenjem čakamo, čakamo, da vidimo, s čim se bo Loris spopadal v prihodnjih mesecih. Najlepša hvala.
Hvala, Damjan. Še malce več radovednosti si nam zdaj po vsej verjetnosti prebudil, kaj ti potrebovali bi zdaj v tem trenutku kaj bolj konkretnega. In sicer, kako je loris videti, ali nam mežika, nam ne mežika, kako naj z njim rokujemo, katere informacije nam ponudi sam. Zato bi prosila Davida Bordona, ki se je kar intenzivno družil z lorisom v zadnjih kar letih, ne samo mesecih, da nam ga predstavi. Hvala. Lepo pozdravljeni. V tem kratkem videoposnetku vam bomo pokazali, kako deluje aplikacija Loris, jezikovni svetovalec. Loris je še rosen mladenič, kar pomeni, da se bodo v bodoče nekatere stvari še spreminjale. Vse dodatke in dopolnitve vam bomo v takšni video obliki predstavili tudi v bodoče. Na zaslonu lahko vidimo aplikacijo. Na levi strani imamo zelo strnjena navodila za uporabo. Spodaj levo imamo povezave do spletišč in e-pošt Centralnega urada avtonomne dežele Furlanija Julijske krajine in Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI. Glavnino prostora na zaslonu zaseda besedilno polje, v katerega lahko tipkamo ali prilepimo besedilo. Denimo, da smo v urejevalniku besedil napisali krajši tekst, ki ga želimo preveriti. Besedilo označimo, držimo levi klik miške in označimo, ali besedilo kar v celoti označimo z bližnjico Ctrl in A. Nato ga kopiramo, desni klik kopiraj ali z bližnjico Ctrl plus C in ga nato prilepimo v lorisa. Desni klik prilepi ali z bližnjico Ctrl plus V. Ko bomo kliknili na tipko Loris svetuj, bo Loris besedilo pregledal in nam prikazal nasvete obarvano. Pomen barv lahko kadarkoli preverimo v stranskem meniju na desni. Vijolična barva predstavlja besede, ki jih slovenski pravopis označuje kot nepravilne, prepovedane in odsvetovane, ali jih slovenski oblikoslovni leksikon smatra kot potencialno težavne. Sinje modra označuje pojave jezikovnega stikanja med slovenščino in italijanščino ter italijanska zemljepisna imena za kraje, ki imajo slovensko ustreznico. Zeleno barvo nam Loris svetuje, katere sopomenke lahko uporabimo. Vsi morebitni zatipki se bodo označili rdeče. Rožnato bodo obarvane nepravilno vstavljene ali manjkajoče vejice ter popravki nepravilne uporabe rodilnika in tožilnika ali napake v rabi dvojine in množine. Trenutna iteracija Lorisa besedila procesira lokalno na napravi uporabnika. Če procesiranje traja predolgo, lahko omejimo število znakov, ki jih bo Loris pregledal, kar bo pohitrilo postopek. Še en način, kako lahko Lorisa pohitrimo ali ga zgolj omejimo glede na to, kakšne nasvete bi si želeli, je z vklapljanjem ali ugašanjem kategorij, ki jih bo pregledoval. Pred vsakim svetovanjem se lahko odločimo, katere popravke želimo vključiti. Če se želimo sredotočiti samo na pojave stikanja, odznačimo vse razen sinje modrih kategorij. Če si denimo želimo samo popravke vejic in sklonov, označimo samo rožnate kategorije. Zdaj, ko razumemo pomen oznak, se vrnimo nazaj na naše besedilo. Kliknemo na gumb Loris svetuj. Loris si bo vzel nekaj sekund, da naše besedilo analizira in premisli, kako nam bo svetoval. Sedaj lahko vidimo, kako je Loris označil naše besedilo. Če želimo podrobnejšo razlago in razčlembo, se lahko z miško pomaknemo nad oznako. Loris nam bo v oblačku prikazal njegovo razlago za popravkom, obenem pa je v meniju na levi na voljo več podatkov. Sedaj lahko besedilo popravimo. Z miško se pomaknemo na rdeče počrtano besedo, ki nakazuje napačno črkovanje. Odprl se bo oblaček, v katerem bomo imeli možnosti, da lahko besedo zamenjamo. Pravilno besedo kliknemo in Loris jo bo zamenjal. Enako velja tudi za naslednji primer. Za primer toponimov imamo pravilno izpisano slovensko obliko. Lahko dvokliknemo na besedo, jo kopiramo z bližnjico Ctrl+C, besedo označimo in jo zamenjamo tako, da prilepimo Ctrl+V. Nato preverimo prve sopomenke. Ker nam ustrezajo, jih spustimo. Pomaknemo se naprej. Imamo pojav stikanja. Kot mesečni abonma je mišljena mesečna vozovnica za avtobus. Enako kot prej, kopiramo, dvokliknemo in prilepimo. Nadaljujemo. Vzeti avtobus. Tukaj lahko popravimo, da smo si želeli iti na avtobus. Tukaj najbrž manjka vejica. Z miško kliknemo Vstavi vejico in Loris bo vejico vstavil. Imamo primer, ki je odsvetovan po slovenskem pravopisu, avtobus, ki obratuje na liniji
lahko vidimo, da avtobus vozi na izbrani liniji. Ponovno imamo primer toponimov, Duino in Goricija, lahko zamenjamo za Devin in Gorica. Imamo še en primer stikanja, tukaj smo mislili šofer, in imamo težavno sklanjanje moškega imena, Gvida oziroma Gvidota. Več o tem lahko vidimo tudi v stranskem meniju, nas bo Loris peljal na podstran, kjer je teoretsko pojasnjeno, kako se pravilno sklanja. Pri tem primeru lahko ponovno zgolj kliknemo, Loris pa bo besedo zamenjal. Sopomenk ne bomo zamenjali, ker nam ustrezajo. Umaknemo se na naslednji primer, SMS-a, zamenjamo na pravilen zapis. Tukaj le zamenjamo za pojasniti. Za nuditi pomoč pa imamo recimo primer, ki se tudi izpiše na stranskem meniju. Nuditi pomoč, pomagati. Spremenimo v in mi pomagati. Naslednja vejica je v redu, saj tako paše v e-mail sporočilo. Pred naslednjim popravljanjem lahko ugasnemo sopomenke in Lorisa prosimo, da nam še enkrat svetuje. Besedilo je zdaj popravljeno. A to še ni vse. Loris vsebuje še povezave do drugih koristnih vsebin. Te najdemo na vrhu desno. Od desne proti levi, prva povezava vodi do zvezka normiranih terminov, ki je terminološka zbirka nastala v okviru delovanja Centralnega urada za slovenski jezik pri deželi Furlaniji, Julijski krajini. Po zvezku lahko tudi iščemo. Naslednja povezava vodi nazaj na portal Jezik na klik, ki je vozlišče orodij in portalov, med drugim tam domujeta tudi naš Loris in zvezek. Povezava o Lorisu vodi na podstran, kjer lahko preberemo več o orodju, o tem, kako deluje, o novostih na portalu, predvsem pa lahko dostopamo do zbirke primerov, denimo zemljepisnih imen in imen prebivalk in prebivalcev teh krajev. S klikom na napis v zgornjem levem kotu se ponovno vrnemo na orodje. Zadnja povezava pa je morda tudi najpomembnejša. Loris se neprestano razvija, mi pa si želimo orodje oblikovati v povezavi z vami. S klikom na napis Predlagajte boste dobili dostop do strani, kjer nam boste lahko poslali primere zamejskih izrazov, kaj pomenijo, kako se uporabljajo in podobno. S tem nam boste zelo pomagali, saj bomo lahko hitreje pripravili gradivo, ki odraža dejansko rabo jezika. Ne vidimo ure, da dobimo vaše predloge. Upamo, da vam bo Loris dobro pomagal. Vsekakor pa bo s časom in z vašo pomočjo vedno boljši. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, David. Ta zelo koristen, uporaben videoposnetek bo seveda na voljo tudi pozneje. Matejka bi rada še kaj dodala, zdaj vidim. Ploskala. Zaploskala sem. Zaploskali smo. Ja. David, torej ploskamo, zahvaljujemo se ti, res izredno lično, uporabno in sistematično. Velikokrat si ga bomo še ogledali, kje in kako vam še sporočimo. Kot smo že povedali, brez zelo, zelo pomembnega partnerskega odnosa in razmerja s centralnim uradom se nič od tega ne bi zgodilo. Kako je to sodelovanje potekalo v preteklosti, v okviru tega projekta, nekaj okoliščin, morda tudi malce širše družbenih, nam boste razkrili strokovni sodelavki Centralnega urada za slovenski jezik, tolmački in prevajalki, Laura Zgubin in Jana Černe. Za začetek pa vabim k besedi Lauro Zgubin. Lepo pozdravljeni, dober večer. Lepo prosim za podelitev zaslona z domačo stranjo Jezika na klik. Mogoče lahko David pomaga. Jezik na klik in Loris, to sta v bistvu bratranca. In pravzaprav je Loris še en kamenček v mozaiku tega našega jezikovnega portala Jezik na klik, ki ga menda marsikdo od vas pozna in na katerem že 3 leta zbiramo spletna orodja za slovenščino v Italiji. Ta zadnji poudarek ni naključen, saj kot smo že slišali, je Loris, tako kot vsi drugi viri na jeziku na klik, prilagojen potrebam in pričakovanjem govorcev na območju stikanja med slovenščino in italijanščino. Pogosto
se še sami ne zavedamo, kako pogojeni smo z italijanščino, in v tem vidim prednost tega orodja kot je Loris, ki nas opozarja ravno na spodrsljaje in nerodnosti, ki so značilne za naš prostor. In Loris se torej umešča v to širše poslanstvo, ki sta si ga zadala Centralni urad za slovenski jezik in SLORI, saj prispeva k osveščanju širše javnosti, k izobraževanju govorcev in izboljšanju kakovosti jezika. Je brezplačno in odprtokodno orodje, nastalo v okviru dolgoletnega sodelovanja med Centralnim uradom in SLORI-jem. Čeprav, kot je bilo že upravičeno poudarjeno, je zamisel za Loris nastala pri SLORI-ju, avtorstvo torej pripisujemo našemu raziskovalnemu inštitutu, ki je v ta projekt res veliko energije, truda in časa vložil. Posebna zahvala gre projektnemu vodji in vsem sodelavcem, ki so neutrudno delali na Lorisu čisto do zadnje minute in prav gotovo bodo še delali na njem. Centralni urad je sodeloval zlasti pri izbiranju gradiva, polnjenju seznamov z različnimi pojavi stikanja, krajevnimi imeni, paronimi, kalki, vse naše vire smo delili ves čas s sodelavci SLORI-ja in tako obogatili bazo, na kateri deluje Loris. V poznejši fazi smo se vključili tudi v pregledovanje in dopolnjevanje vsebin ter prispevali svoje predloge za nadgradnjo aplikacije in pri tem moram res poudariti, da je posebno dragocena ta povezava med Lorisom in zvezkom normiranih terminov, kar je bila tudi od začetka naša želja. Z vidika uporabnikov bi povedala, da Loris nagovarja različne uporabnike, pri čemer bi poudarila, da je namenjen osveščenim govorcem slovenščine v Italiji, takim ki znajo kritično presoditi, ali je ponujeni predlog na mestu, mislim na primer na sopomenke, kakor tudi takim, ki obvladajo pravila slovenske slovnice glede sklanjanja, vezljivosti, skladnje. Loris namreč zaenkrat ne zna popraviti čisto vseh nerodnosti, ampak to tudi ni njegov končni namen, kot smo že povedali. Mi, avtorji besedil, govorci, ki smo vajeni hitrega pisanja, sporočil in komuniciranja, pogosto tudi v zamejščini, ali nepremišljenega zapisa besed v družbenih omrežjih, bomo v Lorisu prav gotovo prepoznali zvestega pripomočka pri pisanju uradnih besedil. Saj nas bo opozoril ravno na napačno črkovanje ali pa nam svetoval ustreznejši in bolj slovenski izraz. Tako da bi tukaj izpostavila ravno to dvoje, da ga lahko uporabimo na dva načina, in sicer kot pregledovalnik krajših besedil, kot smo že videli z videoposnetka in nekaj več o tem bo povedala še kolegica Jana Černe, oziroma kot svetovalca za besedišče. In spet prosim Davida, da prikaže Loris, oziroma evo. Poleg besedil se meni osebno zdi zelo koristna ta funkcija, da nam ponuja lahko nasvet glede ustrezne ali neustrezne uporabe določenih besednih zvez, ki so tako ukoreninjene pri nas, v tem našem okolju. In prosim Davida, da vtipka na primer besedno zvezo registriram oddajo. In če Lorisa prosimo, da svetuje. No, nas bo opozoril, da to ni prava besedna zveza, saj smo verjetno mislili na snemanje. In vse, kar se ponuja na levi strani, so zelo koristne informacije,
za uporabnike, ki jih nikakor ne smemo spregledati, se pravi, ne smemo se omejiti samo na to, kar nam ponuja kot predlog, ampak da se prepričamo, kateri je pravi izraz za besedno zvezo, ki jo želimo uporabiti, in kateri so potem možnosti uporabe. Potem še en primer bi navedla in spet prosim Damjana, da to vtipka, funkcionar. In spet, če Lorisa prosimo, da svetuje. Evo, tukaj vidimo takoj, da je napačen prevod, to je kalk iz italijanščine funcionario. Višji uradnik je ustrezni termin, to je normiral centralni urad in to najdemo na povezavi zvezka. Evo, David je že ugotovil, da ga bom prosila, da to prikaže. S klikom torej na povezavo se povežemo na zvezek, pri čemer bi opozorila na to, da je treba vtipkati italijanski termin, torej v tem primeru funkcionario. Kajti napaka, ki jo je recimo ta hipotetični uporabnik storil, je ta, da je iskal ustrezni prevedek za funkcionario. In zato, če bo potem poiskal italijanski termin v zvezku, bo pač se prepričal, da je ustrezni prevedek višji uradnik. Tako da v tem vidim to prednost in korist te povezave med Lorisom in zvezkom in med številnimi drugimi orodji, ki so tukaj zajeti, so v bazi, in res bi vse uporabnike povabila, naj si ogledajo tisti razdelek o Lorisu, kajti je na splošno zelo, zelo koristen za vse. Lahko ga uporabljamo tudi samo na tak način, da poiščemo, kaj vse zna Loris, in da tam se učimo, recimo, kateri so pojavi stikanja, nepravilni, prepovedani, odsvetovani in drugi pač termini ali predlogi za popravke. Zdaj bi se na tem mestu zahvalila in predala besedo še kolegici Jani Černe, ki me bo dopolnila oziroma bo še nekaj besed povedala v zvezi s pregledovanjem besedil. Dober večer vsem skupaj, pozdravljeni. Kot smo že slišali, Loris zna veliko stvari že in je naš jezikovni svetovalec 1.0, torej šele prvi proizvod in je v začetni fazi. In jaz si ga rada predstavljam kot enega mladega mladeniča, živi tukaj nekje med Trstom in Gorico, s prijatelji se pogovarja zelo sproščeno, s vsemi lokalnimi posebnostmi, torej obvlada vse te posebnosti lokalnega prostora in pravkar je diplomiral na univerzi, torej nabral je nekaj znanja. Tukaj ga spoznavamo. V eni roki drži svinčnik in s tem nam popravlja naše spodrsljaje in predlaga nove, boljše rešitve, na primer slovnične narave. V drugi roki pa drži eno veliko knjigo z besediščem, v kateri so zbrani pač vsi predlogi za primernejše izražanje in povezava je predvsem z lokalno rabo, torej besede, besedne zveze, morda v bodoče tudi kakšne strukture povedi, ki so značilne za naše okolje, kdo ve, kaj vse bo spoznal in česa se bo naučil.
Torej, Loris vidim kot neko živo bitje, ki v eni osebi združuje različna znanja in se še nadalje uči. No, pa če si pogledamo en primer, naprimer, kako bi to pomoč lahko uporabili pri pregledovanju krajšega besedila. Predstavljamo si nek praktičen primer, kako bi sicer izmišljeno dopisovanje z našim uradom, jaz sem si namreč izmislila nek dopis, ko nek naročnik se z nami pogovarja in odgovarja na naše vprašanje v zvezi s terminologijo, v zvezi s prevodom, in rada bi pripomnila, da smo vsi enaki v tem, da v dopisovanju po elektronski pošti velikokrat uporabljamo manj formalno, bolj sproščeno izražanje in takrat prikukajo na dan tisti spodrsljaji, tiste nerodnosti, ki so morda bolj značilne za govorjeni jezik. Pri formalnem dopisovanju se pa velikokrat zelo potrudimo in smo boljši. No, skratka, pripravila sem en tak primer dopisovanja in sem ga opremili sem ga z različnimi pojavi stikanja, tako da bomo imeli kot primer eno tako zabavno, samo da podelim ta pravo okno, da se kaj ne zalomi. Tukaj ne. Vidite? Torej, zaenkrat je Loris še prazen, jaz bom prekopirala eno tako pisemco, namišljeno. In tukaj pozdravljena Jana pravi, sem vprašala eno osebo, ki se ukvarja z gozdarstvom in mi je prevedel tiste bolj tehnične besede o teritoriju. Zato smatram, da je prav. Seveda pošljem shede, ko imam končno verzijo. Žal profesor je šel v penzijo in nikoli odgovoril skupaj s kolegico, sva dobile nekatere rešitve, a žal ne vse. Če mi avtorizirate prevod, ga pošljem v tisk lehtništvo. Da bom Lorisu, da mi svetuje, kot smo opazili že prej, svetuje razne, kot so pomenke, velikokrat jih sicer ne potrebujemo, malček je počasen, očitno sem dosti napisala. Potem podčrta za tipke, kar nekaj sem jih nalašč naredila, predlaga vejice, vidite, kar veliko sem jih spustila prav za nalašč, da vidimo, kako v bistvu zna. In seveda tukaj svetlo-modrim imamo tiste stvari, ki nas najbolj zanimajo, potem je Loris tako zelo poseben. Opozarja nas, da tehnično včasih je boljše strokovno, specializirano, profesionalno in na tej točki se lahko uporabnik odloča o tem, ali bo obdržal besedo tehničen, strokoven ali profesionalen. Teritorij bomo odločali, je to teritorij, ozemlje, območje, okolje, kar nam najbolj paše v besedilo. Smatram tukaj, pravi mogoče, da bi bilo uporabno imeti za, šteti za in seveda tukaj spet, jaz vidim prednost tega, da ne govorimo toliko o napakah, da govorimo o spodrsljajih, da govorimo o nerodnostih in Loris je zelo prijazen svetovalec, ki nam svetuje, kako izboljšati naše besedilo. Torej, to je taka velika prednost Lorisa, ker je zelo prijazen, nam ponuja veliko stvari na enem mestu, hkrati je zelo specifičen in govori o naših posebnostih. Povrnem torej in povzamem vse skupaj. Loris je spletno orodje, ki pod eno streho združuje razna spletna orodja, ki so dostopna tudi na drugih spletiščih. Hkrati je umeščen v obmejni prostor, na tej in na oni strani meje, obogati svetovanje s primeri jezikovnega stikanja in z italijanskim jezikom in kulturo. Torej, je edino orodje take vrste namenjeno uporabnikom našega prostora. In zato vas ponovno vabim, da orodje uporabite, da pošiljate vaše prispevke, komentarje, opažanja na ta
obrazec. Tako bomo lahko tisto veliko knjigo, ki jo Loris drži v eni roki, napolnili z novimi vsebinami in bo še boljši svetovalec za vse nas. Hvala. Najlepša hvala Lauri Zgubin in Jani Černe, ki sta kar budno in zelo intenzivno, skoraj da intimno spoznavali Lorisa, ko sta ga testirali. Kar nekaj mesecev je to trajalo, ne? In potem svetovali, kako naj se razvija. Zdaj pa k samemu bistvu. David Bordon ali Lorisa naši poslušalci lahko stestirajo zdaj, v tem trenutku. Nekateri so ga morda že, če deluje. V tem trenutku, ja, lahko. Lahko pošljem povezavo v pogovor. Sicer pa mogoče držim vse prste, ki jih imam prekrižane, da bo strežnik lahko sprejel toliko ljudi. Moral bi, ampak človek nikoli ne ve. Povezava je, tako da vas lepo naprošamo za testiranje. Preko obrazca nam lahko pošiljate predloge in tudi vse povratne informacije. Bomo zelo veseli, da lahko imamo še druga mnenja, ki niso zgolj naša, ki smo že toliko časa v tem, da vsak drugi vidik nam bo zelo, zelo prav prišel. Odlično, hvala za vabilo, David. Morda še Luka, če bi se želel oglasiti, nisem videla, če je z nami ali ni. Ne bomo ga pa seveda silili v to. David, kakšen... Luka, mislim, da je. Ja, zdrav, sem mu izklopil mikrofon. Aha, lepo pozdravljeni, Luka. Zdrav. Kakšna vaš komentar Lorisa? Zaenkrat vse super, hvala. Odlično. Torej, tisti, ki so imeli največ opraviti, največ težav z njim, je vse super, hvala. Hvala, Luka, za vse, za prisotnost in spremljanje. Torej, preizkušajte. Lorisa najdete na jeziku na klik. Sekundico vam dam, morda nimate še pripravljenih besedil, morda boste poskušali s posameznimi leksemi, s posameznimi besedami. Hkrati je pa to trenutek, ker se počasi približujemo koncu našega druženja, za vaša vprašanja. So informacije, ki bi jih radi še pridobili od ustvarjalcev, od ekipe. Morda imate sami kako idejo, dvom, stališče. Prosila bi vas, da se priglasite k besedi. Nenazadnje lahko tudi v klepetalnico, v pogovor napišete vprašanja, če jih imate, pa jih bomo potem prebrali. Verjamem pa, da vas zdaj najbolj zanima prav ta del testiranja, ampak za to bo še čas. Vprašanje, kje dobite aplikacijo? Torej, ali Eva Sluga pravi, da dela. Super. Še enkrat ste dobili povezavo, lahko pa v svoj spletni brskalnik vtipkate jezik na klik in prav na vstopni na prvi strani boste našli ikono z Lorisom, ki mežika. Kliknete na mežikajočo ikonico in tam se bo pojavil. Torej deluje. No, medtem, ko si naši udeleženci razmišljajo o vprašanjih, bi vas to ožjo ekipo morda sama spodbudila s takim vprašanjem, kaj pa naprej. Zdaj se bodo recimo uporabniki sami spopadali s testiranjem Lorisa, morda tudi z kakimi oblikami pedagoškega dela, kajti idej zdaj ob predstavitvah se je kar nekaj porodilo, mislim, da tisti, ki smo tej ali oni pedagoški vlogi, ga bomo z veseljem uporabljali pri urjanju, nenazadnje tudi jezikoslovnih profilov, dijakov in tako dalje. Ali ste razmišljali o tem, da bi še kakšno delavnico o uporabi Lorisa, o njegovih vsebinah, zmožnostih in sposobnostih v prihodnosti organizirali? No, mogoče kar jaz. Ja, načrtov je veliko. Ves čas je bilo veliko načrtov
In tudi zato, ker smo kar odlašali s to današnjo predstavitev, ker smo rekli še to, pa dajmo še to noter, pa tako naprej, tako da načrtov je ogromno, na nekaterih tudi že delamo. In ja, eden od takih načrtov zadeva tudi nekoliko, kako bi rekla, bolj podrobne predstavitve, ker ta današnja je bila pač splošna, ne, začetna predstavitev, da malce povemo, kdo Loris je, pa kako je nastal in tako naprej. Seveda pa Loris ponuja ogromno različnih možnosti za različne ciljne skupine pravzaprav, ker menimo, da je uporaben tudi tam, kjer ne prihaja do pojavov jezikovnega stikanja med slovenščino in italijanščino, ampak seveda mogoče ene informacije za to ciljno skupino ne bodo uporabne, druga ciljna skupina pa bo mogoče zahtevala bolj podrobne informacije z tega področja. Tako da ja, načrtujemo, da bi imeli še kakšne delavnice, trenutno nimamo še nobenega koledarja, niti ne nekih nekega zelo točnega programa, ampak ja, načrtujemo, da bi izvedli take delavnice za različne ciljne skupine. Poleg tega tudi imamo seveda še veliko načrtov, kako bomo Lorisa izboljšali. Eden od teh, seveda prvi mogoče, ki nam prihaja na misel, predvsem s tistimi, ki se ukvarjamo z leksikologijo in leksikografijo, je ta, da vsak termin, vsak leksem mora biti opremljen s primeri, ki se nalagajo neposredno iz avtentičnih besedil, ki nam ponujajo potem pogled v kontekst, v kolokacije in tako naprej. Tako da to je v načrtu, na tem naša računalniška ekipa že dela, je pa res, da so to kar zalogaji, tako da to bo, potrebujemo pa še nekaj dela, energije, dobre volje in ja, tudi časa na vse zadnje. Ja, najlepša hvala, Matejka. Če boste morda imeli še kakšno vprašanje ali določene potrebe, se lahko obrnete tako na Slovenski raziskovalni inštitut kot na Centralni urad za slovenski jezik pri deželi Furlaniji, Julijski krajini, kjer vam bodo kolegi z veseljem odgovorili, vas usmerili in vam pomagali. Seveda nikakor ne pozabite na to, da je Loris mladenič, ki je zelo odprt na sporazumevanje, na komunikacijo z vami. Brez vas tega orodja, kakor vseh storitev in vseh raziskav, s katerimi se ukvarjamo, ni. Če ni vprašanj, če ni dodatnih želja, bi morda tu zaključili. Zahvaljujem se vam, da ste v tako lepem številu in ves čas pozorno poslušali. David očitno se funkcionira, velik naval, ni povzročil sesutja, kar vidim, da se naši tehniki vsi smejijo. Vsem je prijetno. Torej, najlepša hvala, uporabljajte Lorisa, pomežiknite mu nazaj, hvala ekipi in do naslednjič, po vsej verjetnosti prav kmalu. Lep večer.